Dvodnevni simpozij z naslovom Na isti strani je sicer potekal v okviru mednarodnega prevodnega projekta Poti do evropske književne raznolikosti, ki ga v okviru programa Ustvarjalna Evropa sofinancira Evropska komisija. O pomenu založbe Malinc pri posredniškem delu na področju mladinske literature, posredništvo med Slovenijo in špansko govorečimi državami in o projektu nasploh je v uvodnem nagovoru spregovoril tudi španski veleposlanik v Sloveniji. Caracteriza al campo literario es la diversidad, que lo nutre, impulsa y embellece, y que está en la base de la fascinación y atracción que ejerce sobre la lectora y el lector. Y es que sin libertad y diversidad de lenguas, el arte de escribir y el placer de leer no serían posibles, al menos en la misma medida. Este simposio, tanto por los contenidos como por sus participantes, es un espléndido ejercicio de esa diversidad. Po zdravnem nagovoru se je podžupan Ivo Rep spraševal, zakaj prav določena knjiga pristane v naših rokah. Nam je všeč avtor, nam je mogoče všeč naslovnica ali vezava, nam jo je kdo posredno ali neposredno priporočil, ali pa smo jo izbrali v okviru spoznavanja književnosti v času šolanja. Seveda je ta knjiga v svoji fizični pojavni obliki, ki jo, hvala Bogu, njen elektronski nadomestek ne uspe izriniti iz naših ali knjižničnih polic, našla pot do nas, ali pač mi do nje po neki nevidni, danes bolje pojasnjevani in zavedajoči se je poti. Na mednarodnem simpoziju so torej razmišljali, se spraševali in govorili o vlogi literarnih posrednikov v literarnem polju, kako dolga je pot od tega, da avtor besedilo v besedi in da slednje v obliki knjige pride do bralca. Že sam naslov simpozija Na isti strani je sicer besedna igra. V prenesenem pomenu pomeni, da smo vsi skupaj na isti strani, zavezani istemu cilju, knjigam. Dobesedno pa pomeni, da smo vsi fizično na isti strani, na istem listu v knjigi. Le da se nekateri vidi, drugi pa so nevidni. Torej, kakšno vlogo odigrajo v tem literarnem polju, poleg avtorjev besedil, med drugim še prevajalci, uredniki, manjše založbe, lektorji, ilustratorji, blogerji, knjižni sejmi, literarni kritiki in ostali spodbujevalci branja. Posvetili so se 3 ravnem, na katerih se literarni posredniki srečujejo: na produkcijski, distribucijski in recepcijski.